Mariborski Lunos prodaja prezračevalne sisteme nemškega istoimenskega proizvajalca. Njihovi prezračevalni sistemi so občutno cenejši od konkurenčnih, imajo boljši izkoristek, za svoje delovanje pa porabijo 10-krat manj energije. Vgrajujejo jih v nove in stare hiše, bolnišnice, spomeniško zaščitene objekte, vrtce, šole in druge objekte. Kljub krizi imajo toliko povpraševanja, da pripravijo 5 ponudb na dan, 130 na mesec. Čeprav podjetje deluje šele 3. leto, skokovito raste in se z velikimi koraki širi na tuje trge. Podjetje Lunos je že pred časom ocenilo, da je potrebno razširiti svoje poslovanje iz področja Slovenije tudi na ostale trge. Širimo se po celem Balkanu, odpiramo predstavništvo na Hrvaškem, v kratkem v Srbiji in Makedoniji in vseh ostalih državah Balkana. Poleg tega se širimo tudi na področje Irske in Velike Britanije. V dogovoru pa je direktor za podjetje na Bližnjem vzhodu in Rusiji. Tako da bomo v kratkem zelo razširili našo poslovno mrežo. Miljana Kustra, lastnika in direktorja podjetja, so letos povabili v razvojni tim Lunosovih inovatorjev. Z njimi je že razvil 2 nova elementa. Velik preboj si obeta tudi od inovacije, ki jo razvijajo za slovensko podjetje. Iskali smo tržno nišo, iskali smo nekaj, kar drugi nimajo. To pomeni, da smo ocenili, da bi ponudili rešitev prezračevanja z rekuperacijo. To je nekaj, kar nima še nihče na svetu. Zadevo smo razvili, z kolegi iz Jožef Štefana smo naredili en razvojni tim, jaz ta tim vodim in naredili raziskave, hkrati pa tudi pridobili vse ustrezne certifikate za vgradnjo in prodajo. In smo prepričani, da bo ta naš predlog prinesel konkurenčno prednost, kot tudi poskrbel za to, da se bo Lunos še bolj prepoznavno in uspešno razvijal naprej. Lani so imeli 413 tisoč evrov prihodkov, letos jih načrtujejo 1 milijon evrov, za 700 tisoč evrov pa že imajo podpisanih pogodb. Število zaposlenih so lani povečali s 3 na 8, letos pa bodo zaposlili še 5 ljudi. Recept je zelo enostaven, ker vse dobre stvari v življenju so zelo enostavne. Najprej treba trdo delati, treba je verjeti v sebe in v sodelavce, treba je biti inovativen, hoditi okrog z odprtimi očmi in narediti nekaj boljšega, drugačnega, kot so sposobni narediti drugi.